Barvitost, prosojnost in goli hrbti so bili vodilo prvega dneva tedna mode. Najbolj priljubljen modni oblikovalec pa Matevž Faganel. Kaj sem vesel sem, da so dobri odzivi, da kar sem dobil že v SMS-u med potekom starih revij, da je dober feedback, ki meni je ful všeč, res všeč mi je dober nivo, zelo imamo različne stile in meni je to zelo lepo, da smo se vsi prikazali. Drugi dan sta se med barve urinili črna in bela, ki sta vladali modni reviji Garevskega in Nataše Peršun. Se bo tedaj presenetiti tudi s kakšnimi drugimi barvami kot s črno in belo? Mislim, da ni potrebe. Ne, sej ogromno barvnih stvari naredim, ampak nekako to je nekako moj prepoznavni znak in ne vem, zakaj bi zdaj skakal v neke barvne variante. Mislim, ne čutim te potrebe, obožujem barve, veliko barvnih stvari naredim, ampak pač, ko gre za mojo osebno predstavitev na pisti, ponavadi si želim, da je to črno-belo. Največji vtis pa sta zagotovo pustili sestri Jelena in Svetlana Prokovič, ki sta s pomočjo mask ustvarili vojsko manekenk. Nina Šušnjara in Maja Ferme sta ostali zvesti svojemu stilu. Maja po novem oblikuje tudi torbice, njeno modno revijo pa je pospremila glasba, narejena prav zanjo. Na koncu, če potegnem črto, dobro, vedno, pač glede na to, da sem čisti perfekcionist, pa je lahko še boljše. In če črto čez teden mode potegne ena naših najuspešnejših manekenk? Če si boste vi zapomnili prvi teden mode? Potem, da so mogoče bolj v ospredju obleke, krila, vse so bile tudi hlače, ampak recimo prejšnja leta veliko manj. Bluzice spet prihajajo, take elegantne srajčke, pa nenavadni kosi oblačil, drugače krojeni ali preprosti pa z dodatki. Zame nič ne vem kaj novega, ko skozi spremljam.